V opečno-rdeči stavbi v samem centru Velenja sem leta 2011 dobila svojo prvo zaposlitev. Še danes sem tukaj in v izobraževanju odraslih sem našla svojo poklicno pot. Sem Barbara Majhen, po izobrazbi profesorica slovenščine in računalništva in sem svetovalka v Središču za samostojno učenje na Ljudski univerzi Velenje. V naši organizaciji ustvarjamo inovativno učno okolje za vse generacije in različne ciljne skupine. Tudi sama sem delovala že na več področjih. Od leta 2021, po uspešno opravljenem temeljnem usposabljanju za svetovalce v izobraževanju odraslih na Andragoškem centru Slovenije, pa sem tudi del ekipe 4 svetovalk v svetovalnem središču Velenje. Središče za samostojno učenje je namenjeno udeležencem za učenje, delo z računalnikom in uporabo gradiva, pri čemer jim je vedno na voljo moja pomoč. Svetovanje poteka individualno ali v skupini. Cenim udeležence, ki se v različnih obdobjih življenja odločijo za izobraževanje. Skoraj vsakdo med njimi nosi s sabo kakšno oviro, slabo izkušnjo ali strah, najpogosteje pri naravoslovnih predmetih, zlasti matematiki. Takrat je moja vloga najpomembnejša, saj potrebujejo največ motivacije in spodbude. Začetek svetovalnega procesa je namenjen pogovoru o ovirah ali strahovih, ki jih prepoznamo in premagujemo z učinkovitimi pristopi in metodami. Prizadevam si, da udeleženci po končanem svetovanju rečejo: matematika sploh ni tako grozna. Zame je to pomemben dosežek, saj mi pomagam razviti pozitiven odnos do učenja. Temelj svetovanja pri samostojnem učenju je usmerjanje učnega procesa. Pomembno je, da se odrasli učijo z razumevanjem, kako pristopiti k učenju oziroma kako se učiti, predvsem pa kako razmišljati. Preprosta naloga lahko nekomu predstavlja največji odpor, samo zato, ker vsebuje nekaj nepričakovanega. Pri skupinskem svetovanju običajno skupaj razmišljamo na glas, pogumnejši pa pišejo tudi na tablo. Tako ustvarimo okolje, ki spodbuja reševanje nalog pod pritiskom, podobno kot pri izpitih. Pogosto se srečujem s priseljenci, pri katerih sem prvi stik za učenje slovenščine. Moj pristop temelji na motivaciji in povezovanju z vsakdanjim življenjem, saj verjamem, da je ključ do uspeha povezava učenja jezika z njihovimi osebnimi cilji in izkušnjami. To omogoča bolj učinkovito in trajnostno učenje. Najlepši občutek pri mojem delu je, ko se zavedam, da sem bila del uspešne zgodbe. Trenutki, ko se udeleženci pohvalijo s pozitivnimi dosežki, lepimi ocenami ali uspešno opravljenimi izpiti, so neprecenljivi. Vsaka nova izkušnja z odraslimi zame predstavlja priložnost za osebnostno rast, vsak izziv pa postane spodbuda za napredek. Nasmeh udeleženca ob uspešnem zaključku izobraževanja je dragocen in potrjuje pomembnost našega dela. Njihov uspeh je tudi naš uspeh, saj ustvarjamo pozitivne spremembe v življenjih posameznikov in družbi.